Maribor, ki letos ni v najboljši formi, je pričakal Radomlje, ki zmage letos še nimajo, in to je zadnja uvrščena ekipa prve lige v letošnji sezoni. Domači so bili boljši že v samem začetku tekme, tole je že prečka Kaphe v 26. minuti, ostala je pri začetnem rezultatu. Potem napad tudi za Radomlje in Nunič je bil pri strelu, tokrat je zadel le zunanji del mreže. Maribor pa je napadal še naprej in res prava priložnost za Sanja je prišla v 36. minuti, sam je bil pred vrati, a na koncu meril direktno v vratarja Ivačiča. Potem pa verjetno moment, ki je spremenil potek srečanja, to je bil rdeči karton za Radomlje. Nunič je storil prekršek, bil preoster in bil direktno izključen. Tekla je 39. minuta. Po prostem strelu pa podaja pred vrata in gol za Novakoviča, odbita žoga na noge Milivoju Novakoviču, ki je poskrbel za prednost vijoličastih 1:0, predložek pred gol, na koncu neuspešno izbijanje, Novakovič pa je žogo zabil pod prečko za prednost Maribora, ki je vendarle kronal svojo premoč v tem prvem polčasu. Do konca prvega polčasa še nekaj izjemno lepih akcij, to je bil strel Sanja, ki je za nekaj centimetrov zgrešil cilj, in potem še sodniški podaljšek prvega dela. Janža je odmeril izjemno natančno podajo pred vrata in Sanji je zabil še en gol v letošnji prvi ligi, takole je bil najspretnejši pred vrati, z glavo je skočil najvišje in Ivačič je klonil še drugič v 5 minutah, Maribor pa je na odmor odšel z lepo prednostjo 2:0. Drugi polčas in najprej kot za vijoličaste, 51. minuta, žoga na drugo vratnico in najvišje je skočil Marko Šuler, 3:0 za Maribor, tekma je s tem že bila odločena, poleg 3 golov prednosti je Maribor tudi imel igralca več, podal je Dare Vršič, Šuler pa povišal prednost na visokih 3:0. Še napad za vijoličaste, Kapha je streljal daleč, potem pa Novakovič, povratna žoga za Sanja in še četrti gol za Štajerce. 4 goli v mreži Radomelj, Sanji pa je zatresel še drugič na tekmi in skupno četrtič za Maribor. Nemočen je bil tokrat Ivačič, po odbiti žogi Kaphe, lepo Novakovič do Sanja, ki je zatresel mrežo. Do konca tekme še kar nekaj lepih situacij, tole so najlepše, Sanji najprej v vratnico, ostalo je pri 4 golih prednosti, potem še strel za Salaliha, podal je Luka Zahovič, Salalih pa potem še dvojna podaja s Tavaresom in izjemna obramba Ivačiča, ki je žogo uspel odbiti v kot. V zadnji minuti rednega dela pa še strel Sanja, ki je priložnost za hat-trick zapravil, ostalo je pri 4 golih prednosti in Maribor je zabeležil pomembne 3 točke, s katerimi je skočil pod sam vrh lestvice. Pričakovali smo tako zaprto varianto nasprotnika. Mislim, da se drugače niti ne morejo postaviti v Ljudskem vrtu po robu Mariboru. In dokler se držijo tega nekega reda, mora enostavno moštvo biti uporno, jih lomiti, in je res, da nam je izključitev olajšala delo, vendar mislim, da smo kljub temu popolnoma zasluženo zmagali. Ja, tako je, že 11:11 verjetno je v tem trenutku težko igrati na naši ekipi z Mariborom. Enakovredno tekmo poskušali smo, moram pohvaliti fante, da smo tudi odreagirali, kljub temu, da smo dobili takoj po izključitvi takoj 2 zadetka, da smo tudi v drugem polčasu poskušali ohraniti mrežo nedotaknjeno in tudi poskušali z določenimi akcijami v fazi napada, tako da mi trenutno zmoremo to. Jaz sem pa prepričan, da bomo pokazali tudi še boljše predstave in proti nasprotnikom, ki bodo, rečemo temu tako, nam primerni, in morebiti bo to že naslednja tekma pokazala. Jaz upam, da bo temu tako.